Ena od postaj je tudi v knjižnici Medvode, kjer je razstavljenih 8 panojev s podobami iz stripa, ki pripoveduje o Jakobu Aljažu in nosi naslov Bojevnik za Slovenske gore in slovenstvo. Avtorjev Juana Juvančiča in smeškega župnika Davida Jensterleta. Slednji je strip predstavil tudi na torkovem pogovoru s članico uredniškega odbora Marjeto Žebovec. Več o stripu, ki bo predstavljen tudi na tradicionalni tržnici Znan to sredo, pa v naslednji informativni oddaji. Danes pa le na kratko, kako je Medvoška knjižnica tokrat vpeta v Medvoški kulturni festival. Prav strani knjižnice Medvode je prišla ideja, da se ta v Medvoški kulturni festival oziroma v krožno tematsko pot kultura vključi ravno na ta način. Torej z razstavo 8 panojev, ki o poslanstvu Jakoba Aljaža mladim spregovori skozi strip avtorjev Juana Juvančiča, ki je poskrbel za sliko, in smeškega župnika Davida Jensterla, ki je poskrbel za besedilo. V petek, ko bomo z otroki tukaj na tej krožni poti, ki bo na nek način Jakobova krožna pot, si bodo tukaj lahko ogledali 8 nekje, bom rekel, tistih tipičnih Aljaževih poslanstv. Od duhovnika do glasbenika, do graditelja, do domoljuba, do nenazadnje Slovenca velikega formata. Kot dodaja, je bil tudi termin predstavitve stripa z naslovom Bojevnik za Slovenske gore in slovenstvo, ki ga je v 700 izvodih izdala Mohorjeva družba, domišljeno izbran. Zdaj, če občina praznuje njegov rojstni dan, pa nenazadnje 4. maja je pa umrl, pa se mi zdi, da veliki Slovenci potrebujejo tudi spomin na dan, ko je odšel. Vsaka priložnost, ki se na nek način spominja na Aljaža, se mi zdi, da je ta prava in jo je vredno vedno na nek način obogatiti, predstaviti ljudem, ker Aljaž resnično, tako kot Rudolf Maister, na primer v Kamniku, tukaj v Medvodah, je nek nadčasten lik, se pravi lik, ki je za vse generacije, in tisto, kar se mi zdi najbolj pomembno, te stripe očitno, sem prepričan, bodo radi v roke vzeli tudi otroci.